to partnerstvo za razvoj je v bistvu neke vrste past. Ne? Dejstvo je, da je to ponudba, ki je opozicija ne more zavrniti. Ne? Ja, pa jo bo. Ja, seveda jo bo, ne? In bo zato padla v past. Bomo rekli, oni so proti razvoju. Proti, seveda, to je pač to. Ne? To je tako, kot če rabiš, ne vem, Sam pazi, da mi naj iz mikrofona se tja predstavljaj si recimo kuhinjo, ne, kjer rabiš ti neke pomočnike, da bojo sekljali ali ribali korenček in čebulo in to, ampak recept bo tvoj, ne. Si že bil na kosilu? Recept bo pa tvoj, kuhali bo tako, kot boš ti rekel, ne. Ja. Oziroma tisto jed, ki si jo ti zamislil. Ampak v mandatu 2004-2008, tisti prve Janševe vlade, je on imel isto pogruntavščino, partnerstvo za razvoj. In Pahor je bil, mislim, da iz opozicije edini partner za razvoj in je na koncu zmagal volitve 2008. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera, spoštovane in spoštovani, dobrodošli. To je Večer za vikend, naš tedenski podcast, ki vam ga serviramo vedno tik preden se odpravite na vikend, da na vikend odidete še pametnejši, bolj informirani in nenazadnje, da razumete bolje. Moje ime je Matija Stepišnik, sem odgovorni urednik Večera in danes z nami v novi politični debati kolumnist in urednik Fokus Pokusa Marko Crnković. Marko, servus. Zdravo Matija, zdravo vsem, lepo zdravo. Preden greva k delu, k razpravi, pa seveda zahvala, da nas spremljate na vseh platformah za podcaste, na Večerovi spletni strani in da dober glas o Večeru za vikend širite tudi dalje po občestvu in seveda predvsem v svojih klapah, druščinah in med vsemi ostalimi, za katere mislite, da bi Večer za vikend še utegnili poslediti. Sicer pa, kot že rečeno, z Markom imamo danes ambicijo, da razdelava prvi teden vlade Janeza Janše. To je 4. vlada, ki jo je sestavil večni predsednik Slovenske demokratske stranke, 16. slovenska vlada. In v tem času se je odvrtelo že marsikaj. Po izvolitvi ministrskega zbora so bile upravljene primopredaje, kot zadnja še na zunanje ministrstvo, ker je bila Tanja Fajon prejšnji teden na dopustu. Premier Janez Janša ni čakal in se je tako rekoč že drugi dan v službi oziroma nazaj v premierski pisarni odpravil v tujino na vrh Evropske unije Zahodni Balkan. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec prav tako ni izgubljal časa, posnel in javil se je iz nočnega gradbišča na avtocesti pri Postojni. To je bila seveda ena izmed vročih tem tudi v predvolilni kampanji. Na mizi pa sta tako rekoč že pobudi tudi za 2 referenduma. Ena pobuda je o tako imenovanem omnibus zakonu, interventni zakonodaji, ki pa je romala še prej na Ustavno sodišče, in ustavni sodniki so tisti, ki bodo rekli zadnjo, ali je referendum o tem dopusten ali ne. V četrtek oziroma v sredo, ko to snema, pa so se začeli zbirati tudi podpisi za referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi, kar kritiki zakona imenujejo celo uvajanje politične policije. V redu so se zagnali, moram reči, kmalu bo seveda prišlo poletje, nekaj predaha, potem pa vroča politična jesen. Res je, Marko, ni popuščanja, to je slogan 4. Janševe vlade. Povej mi, po vsem tem mojem, bom rekel, nekoliko informativnem uvodu, s katerim sem postavil kontekst. Prvi teden Janše 4.0, njegovega ministrskega zbora, prve kadrovske poteze, 10 več jih je ta vlada potegnila, kot jih je na prvi seji vlada Roberta Goloba, ki se je prejšnji teden poslovila. Prvi vtis, prva ocena, prve koordinate, kaj si opazil, kaj te je zintrigiralo, kaj te je presenetilo? Moram priznati, da me ni nič presenetilo. Ta vlada zgleda kar kompetentna, to treba priznati. In tako da recimo, da jim spravljivo in dobronamerno zaželimo vso srečo. Ker si jo državljani zaslužimo, kaj ne? Ki si jo zaslužimo tako državljane, kot sami akterji te vlade in njihovi volivci, ker pač nismo jo vsi volili. No, ampak kakorkoli, ta vlada je tukaj in zgleda, da je pošteno zavihala rokave, kar zadeva
te ukrepe, ki jih je že, te poteze, ki jih je že poteknila, še preden je bila ustoličena, ne. Tako da čakati ne mislijo, popuščati ne mislijo, grejo na vrat na nos. Z drugo republiko. Drugo ali druga ni bila ustanovljena, ne? To je bilo samo govora o tem. Ne? Če tretja. Janša je večkrat v preteklosti, že kar nekaj časa nazaj, govoril o potrebi po tem, da se v Sloveniji konča tranzicija in da gremo v drugo republiko. Ja. Ukrojeno seveda nekako po meri, kot si jo on predstavlja. Ja, ja ne vem. Jaz bi rekel tako, ne. Ni mi všeč to, da on je že večkrat vmes, še ko ni bil, ko je bil še v opoziciji, je govoril, da Slovenija še ni osvobojena, ne, da še nismo svobodni, ker se tranzicija ni končala, ker obstaja ta ne znam točno ponoviti, zaradi globoke države in tako dalje. Sil kontinuitete. Sil kontinuitete, ne. Tako da to se mi zdi preveč enostransko, no, da kratko tjaven dan govori, da Slovenija ni svobodna. No, Slovenija je svobodna, no, mislim, še pod vsaj od osamosvojitve naprej, ne, če ne že prej. Ja, zelo malo bomo kaznovali na zadnje obletnice samostojnosti in neodvisnosti. Kakorkoli, skratka, ta vlada je zavihala rokave in seveda hoče biti na nek način, ustvariti hoče vtis, da prvič, da res ne bo popuščala, kot se glasi njen neuradni slogan, ne? Drugič pa, da ne bo vindikativna, da ne bo maščevalna, da ne bo obračunavala z političnimi nasprotniki, pa s civilno družbo, ne, tako, čeprav to med vrsticami lahko razbiramo, ne, ampak stvar je v tem, da se dela prijazno, no, tako bom rekel. No. Ja, čeprav sindikati in civilna družba so svojo porcijo na nek način že seveda dobili. Ne? Ja. No, ampak tako z zakonom o parlamentarni preiskavi, kot s tem ukrepom, da se delodajalcem odvzame dolžnost odtegovanja sindikalne članarine, ne, in da jo morajo sindikati od svojega članstva tako rekoč vsak mesec izterjevati sami. Tem ne vidim nobenega problema, no, to je pač birokratska zadeva, ki jo bojo pač tako drugače rešili, ne, tako da tega jim ne bi zameril. No, ampak hočem reči, taktično je ta vlada zastavila dobro, ne, ker kot recimo Janša je rekel, da ne bojo čistili golobistov. Ne. Mislim, dejstvo je, ne, da samo en tak zaletav človek, kot je bil Golob, je lahko rekel na televiziji, da bojo pucali janšiste. Ne. To se en politik ne more privoščiti. Ne. In zdaj Janša lahko sicer verjamemo, da bo ali ne bo čisto golobistov, ampak dejstvo je, da pač pameten politik reče, da ne bo čisto eksponentov svojih političnih nasprotnikov. In če tudi jih bo. Tudi če jih bo, ne? Ampak vsi vedno čistijo, ne? Tudi te kadrovske menjave, ki vsaka... Do neke mere so seveda te pričakovane, tudi upravičene, vsak se postavi svojo ekipo. Državne sekretarje in to je pač normalno. No? Pač, ne? Vsak enkrat eni, enkrat drugi, no? Tako bom rekel. No? Tako da, ne? In tretja zadeva je pa ravno to partnerstvo za kako se reče? Za razvoj. Partnerstvo za razvoj. Ne? Vinko Gorenak, še en politik SDS-a, ki so ga iz penzije vpoklicali ponovno v politiko na mesto državnega sekretarja v premijerov kabinet, je ravno malo prej, ko to sva začela snemati, pojasnil nekako konture tega partnerstva, pri čemer je že vnaprej jasno, da se verjetno razen resnice, ne, ki ima itak poseben status, se pretvarja, da je opozicija, v resnici pa je na nek način zunaj koalicijska, zunaj vladna podpornica te vlade, da se verjetno noben ne bo pridružil temu. Paravlada. V bistvu je samo Han nekako pustil malo odprta vrata,
ostali so To- bolj ali manj to zavrnili, tako da ta spirala polarizacije in jarkov se bo očitno nadaljevala. To partnerstvo za razvoj je v bistvu neke vrste past. Ne? Dejstvo je, da je to ponudba, ki je opozicija ne more zavrniti. Ne? Ja, pa jo bo. Ja, seveda jo bo, ne? In bo zato padla v past. Bomo rekli, oni so proti razvoju. Proti, seveda, to je pač to. Ne? To je tako, kot če rabiš, ne vem, Sam pazi, da mi naj iz mikrofona se ti predstavljaj si recimo kuhinjo, ne, kjer rabiš ti neke pomočnike, da bojo sekljali ali ribali korenček in čebulo in to, ampak recept bo pa tvoj, ne. Si že bil na kosilu? Recept bo pa tvoj, kuhali bo tako, kot boš ti rekel, ne. Ja. Oziroma tisto jed, ki si jo ti zamislil. Ampak v mandatu 2004-2008, tisti prve Janševe vlade, je on imel isto pogruntavščino, partnerstvo za razvoj. In Pahor je bil, mislim, da iz opozicije edini partner za razvoj in je na koncu zmagal volitve 2008. Kljub temu, da je bil partner za razvoj. Takrat se zajec ni ujel v pasta, kako da bi ga potem v tej kuhinji na koncu težko je Pahorja uloviti. Pečico dalje, ne? Ja. Ok. No, pustiva Pahorja zdaj. On hočem reči, uživa na Instagramu in drugje. S tem vlada pač poskuša ustvariti vtis kooperativnosti in spravljivosti. Tako da Ja, Gorenak je rekel, mi smo najbolj pametni v tej državi. Ne? Ja, seveda, to je od Gorenaka zelo nenavadno slišati, ne? Ker on se je vedno imel za najbolj pametnega. Ampak hočem reči, stvar ponosa je, ne? Svobode, levice, deloma tudi socialnih demokratov, ne? To je stvar ponosa in prestiža, da oni ne sprejmejo tega, ne? Da se ne pustijo ponižati, oziroma toliko degradirati, da bi sodelovali z Janševo vlado. Ne? Pa če bi šlo še za tako pomembne in konstruktivne zadeve, ki bi državi in narodu res koristile. Ne? Tako da po mojem iz tega ne bo nič. No? Mislim, da bo to se vrtelo naprej, vlada bo metala opoziciji naprej, da pač noče sodelovati, ne? Da se imajo za najbolj pametne, za razliko od teh Gorenakovih. Ne? Oni bojo pa pač terali naprej svoje, da ne, pod takimi pogoji in s tako vlado pa res ne moreš sodelovati, če kaj daš nase. Evo, če se dotaknemo na tej točki, zdaj malo te kadrovske konfiguracije, glede političnih razmer v vladi. Ministrski zbor imamo, zdaj ocenil si ga nekako kot operativnega, kot kompetentnega. Nekaj imen je mogoče malo presenetljivih, v veliki večini pa seveda ne. V njej je nekaj, bom rekel, že izkušenih operativcev iz različnih izvršilnih funkcij, od ministrov, državnih sekretarjev, nekaj je novincev. Kar smo opazili nekako v političnem komentarjatu, je seveda dejstvo, da je Janša v svojem četrti verziji na premierskem položaju v državnem zboru nekatere, bom rekel, glasno govornike SDS-a, prvoborce pustil v državnem zboru, govorim o Hojsu, Mahniču in Černaču, na Novi 24 je potem to seveda... To ti pisal prejšnji teden. Ja, on je seveda potem nekako pojasnil, ne, tam bomo tudi morali fronto držati za opozicijo, ne, ki ima vseeno 40 glasov. Na drugi strani pa zanimivo in kontroverzno ime seveda njegovega odvetnika Matoza, ne, ki bo zagotovo na neki točki postalo najbrž strelovod za različne kritike in očitke. Ne nazadnje bo to daleč največje ministrstvo, poleg represivnega aparata notranjih zadev, k njemu prihajata še javna uprava in digitalizacija. To bo tako rekoč... Digital je itak represija, ne? To bo tako rekoč super ministrstvo, ne? Kje so po tvoje, bom rekel, temeljna tveganja te vlade, pasti,
kje pa so na nek način prednosti. S tem, da so Hojs, Černač in Mahnič ostali v državnem zboru, je vlada malo razbremenjena, verjetno te imanentne pozornosti na to, kaj počne recimo Hojs, ki je vznemirjal ljudi med COVID-om. Ja. No, kaj pa vem, kar zadeva to tako imenovano supraministrstvo, ne spoznam se ne na notranje zadeve, ne na javno upravo. Vse pa na digitalizacijo. Na digitalizacijo, no ok, mislim, imeli smo recimo, kako je že bila ta gospa? Stojmenova Duh. Mislim, da... Pol pa je Ksenija Klamfer. Ja, tako da mislim, da lahko gre to samo na boljše, kar zadeva digitalizacijo. Za ostale zadeve se ne bi spuščal. Zna se zakomplicirati na Ministrstvu za gospodarstvo, ki je po novem združeno z Ministrstvom za delo, češ da je to pač samo, da so to samo dve različni plati iste medalje. To seveda zaradi sindikatov, čeprav kakor vem, vsi zdaj pravijo, da socialnega dialoga ne bo več, ker je to združeno. Ja, no, mislim, to bomo še videli. Zdaj, a bo Logar... No, socialni dialog, delodajalci in delodajalci najbrž bo, Verjetno bo. V okviru ekonomsko-socialnega sveta pričakujem. Misliš, da bo prišlo do popolne razgradnje dialoga med tema dvema interesima? Ne mislim. Skupinama. Mislim, da v najboljšem primeru se zna zgoditi to, da bo Logar dosegel oziroma ubral neko srednjo pot med delom in kapitalom, med socializmom in neoliberalizmom, da tako rečem. Ja, Logar pa socializem, to po moje ne bo šlo kaj dosti skupaj. Dobro, bo moralo iti po funkciji. Logar je kar moral nekako pogoltniti to ministrstvo za delo in gospodarstvo. Nekako si je obetal mogoče kaj drugega, nekako so številni predvideli, da bo on notranje zadeve ravno prevzel zaradi tega famoznega boja proti korupciji, na katerem je seveda temeljila njegova predvolilna agenda tega skoka projekta velikega protikorupcijskega boja. Ampak okej, potem kaj pa Nova Slovenija, njeni ministri izgledajo ekstremno motivirani, agilni, verjetno vedo, da je ta mandat tudi mandat, da se končno verjetno na nek način vodstveno malo bolj profilirajo, ali kaj. Tina Bregant je tudi iz SLS-a vmes nehala jokati, se pohvalila 4 državnimi sekretarji, če že ministrskega mesta niso dobili. Fokus pa je tako bil jako zadovoljen. Imeli bodo ministrstvo za kohezijo in njihova ministrica Monika Kvirdiš. Tako bo ministrovala v Mariboru. Torej, še ostale stranke, ve se, Janševe vlade so hierarhične, z vrha jih kontrolira premier, tu ne bo po moje absolutno nobenih presenečenj in improvizacije, ampak kako se bodo zdaj v tej velikokrat je bilo globoki senci SDS-a, ki je dominantna na desnici, znašli torej ostali igralci po tvoje? Ja, za začetek je najbolj izpostavljen minister, sploh celo bolj kot sam predsednik vlade, ravno Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo in energetiko. Kršeraufa ceste. Da tako rečem. Jaz moram reči, da jaz sem bil, tako rekoč njegov fan že takrat, ko je bil prvič minister za infrastrukturo. In se mi zdi, da verjamem, da bo te zadeve res porihtal. Ker se mi zdi, da je ravno prav zoprn, da zna to porihtati. Ker pač neka odločnost je tu potrebna. Tudi ko sem delal te politične obraze, kot mi je razlagal pač te gradnje, pritožbe, umeščanje v prostor, zadeve se vlečejo. Češ, ni problem denar, problem je v tem, da se zadeve vlečejo 10-20 let. Tako da jaz držim pesti za Vrtovca, bomo videli, kakšne bojo te stranske posledice, če bojo kakšne, recimo Vesna Godina ga je označila kot malo da ne kot klerikalca, ki je pač... Ne bi rekel, da je on klerikal. Ja, mislim, je po izobrazbi teolog, ampak to je pač
cenjena izobrazba, mislim, izobrazba, ki jo treba ceniti. Tako da, ne vem, no, ampak toliko infrastrukturi. Ne. Mu pa nekako Zdaj, očitajo, da je kakšna poln pa- samega sebe, da je preveč vehementen, ne? Da je dobil je tudi pa znameniti spot je že dobil tam na enem Twitter profilu, ne? Tam, kjer je bil tudi tisti spot, kako Logar teče nazaj v objem svojega dolgoletnega predsednika. Ampak nima veze, skratka, NSI v to vlado Minister bi moral polaga biti poln tako rekoč sebe. vse žetone. Ne? NSI, če kdo, je res stavi vse na to vlado. Ne? Oni so tudi od začetka rekli desna vlada in desna vlada in desna vlada ali pa nič Po drugega. drugi strani pa moram priznati, ne, da mi ni čisto jasno, kje so našli Ciglerja Kralja za ministra za kmetijstvo. Ne. Ja. To mi res ni jasno. Ne. Zdaj, mogoče se bo slučajno obnesel, ne, ampak če se bo, Ja. to je res Veš kaj? slučajno. Ne. Ne, zdaj minister, tako ne v teoriji. To me spominja malo na tega Erjavca. Ne. On je bil minister za vse, akme. Ne. Ja, zdaj načeloma minister je politična funkcija. Ne? Načeloma bi lahko, ni potrebno Zmenoma, imeti ravno izobrazbe na tistem področju, je pa seveda zelo Mojega pa. tako zelo dobrodošlo, da pa kaj znašen, veš, iz tega področja. Drugače pa seveda minister, ne glavne politike in to, kar se oblikuje na ravni aktov, je seveda, bom rekel, raven niže. Treba je imeti dobre državne sekretarje in če je minister politično spreten, marsikdo zna peljati tudi v resorju, ki mu mogoče na prvi pogled ni zelo pisan na kožo. Ampak ok, dobro, NSI, SLS sva samo švrknila in Fokus, neke velike vloge pač najbrž vseeno ne bodo imeli, čeprav Fokus ima ministrico, kot že rečeno, ki bo v Mariboru delovala. Ne? Ja, pa ne vem, to so manjši playerji. No? Njihova vloga je omejena na to, da bodo zvesti koalicijski partnerji, ne? In da se ne bojo kregali, da ne bojo povzročali razprtij, ne? Kot smo videli zdaj pri SLS, ne? Ki je sicer gospa Bregantova malo pojokcala, ampak zadeva se je umirila. Ne? Tako da za to gre. Mislim pa, da niso oni tako bistveni. Ne? Dobro, je pa zagotovo zelo bistven Zoran Stevanović. Zoran Stevanović zdaj v lepi slovenščini mu rekli glumi, da je v opoziciji, ne? Čeprav opozicija še nikoli ni imela predsednika državnega zbora, predvsem pa je torej poslanska falanga resnice seveda pridno odglasovala vse, kar je morala odglasovati, Ja. da je ta vlada seveda se konstituirala, nastala, da je prevzela oblast, zdaj pa trdijo seveda, da so v opoziciji. Dobro, tako naivni seveda v Sloveniji nismo, torej resnica je za Janša 4.0 projekt zelo pomembna. Z izvolitvijo Zorana Stevanovića za predsednika državnega zbora Janez Janša zelo spretno zabetoniral seveda to novo komponirano populistično stranko nekako v to formacijo za vzdrževanje oblasti. Kaj bo Zoran Stevanović? Opozicija pod B je kakršnokoli tveganje za Janšo ali bo v resnici najbolj zvesti opozicijski, koalicijski, kako naj to rečem, je Bela cesta, Ja. partner ever. No, Zdi se, da so oni seveda najbolj in še bolj veseli, da se je vse tako odvrtelo, žurat so šli ob izvolitvi Lahko so veseli. predsednika vlade in tako naprej. Ne? Stvar je v tem, ne, da če pogledamo malo nazaj, je Zoran Stevanović še pred volitvami zagotavljal, da bojo oni prva prava opozicija, ki je doslej praktično v nobenem sklicu parlamenta sploh ni bilo. Ne? Tako je Linčič približno. Ja, tega na Linčičevo srečo se tega ne spomnimo, ne? Oziroma marsikdo, večina ljudi je to pozabila. Ne? No, ampak hočem reči, ta stranka Resnica je en tak politični larifari. Mislim, in ravno zato igrajo to svojo vlogo dvoživke, ne? Malo so opozicija, malo so pa Mislim, da je pro forma samo opozicija, ne? ja, Najbrž. kao, ja. Ne vem, mogoče bojo odglumili, kot si ti rekel, In zdaj da bojo včasih kaj Proti kakšni manj glasovali.
manj pomembni zadevi glasovali proti. Pričemer pri nekaterih manjših zadevah tako vemo, ni več potrebnih 46 glasov pri glasovanju državnega zbora v večini primerov. Ne? Ja, seveda. Tako da stvar je v tem, da pač ne vem, verjetno je resnica najhujša stvar v slovenski politiki, ki se je zgodila v zadnjih 36 letih od prvih tako imenovanih svobodnih volitev. To zdaj prizna nekdo, ki je trdil, da ne bodo prišli v parlament. To trdil nekdo, eno buzdalo, ki je trdil, da ne bodo prišli v parlament. To je ta, enkrat smo že enkrat smo že uprizorila to sipanje pepela po figuri kolumnista Crnika, tu nekaj od zadaj še. Ampak okej. V redu. Vlada je sestavljena takšna, kot je, seveda zelo pomembne bodo seveda tudi obvladovanje, bom rekel, ostalih položajev v državi. Ne. Menjali so šefa policije, Ukoma. Šef Ukoma je spustil seveda iz pripora ali zapora ali iz česarkoli. Boljšega izgnanstva. Izgnanstva, torej najbolj divje trole. Pričemer je tudi tebe šokiralo, da to ni neka številka, ki se bi merila v stotina in tisoče. Rekel, da je pol Slovenije tako vulgarne in prepredljive. In seveda menjali so predstojnika Slovenske obveščevalne in varnostne agencije. No, to je ta kvota teh logičnih menjav. To je nek obrazec splošne spovedi na prvi zasnovi. Tega bomo zamerili. Informacije, Ukom, obveščevalna služba, tudi Ukom je neke vrste obveščevalna služba. To so neke temeljne zadeve, to so temelji vsake oblasti. To je neke vrste podlaga za oblast. Tako pač to mora biti porihtano. Sta se pa seveda na udaru znašla, kot sem uvodoma že povedal, dva zelo pomembna in temeljna zakona, tako rekoč v bistvu zakona, ki sta nastala, preden je vlada začela vladati. To sta bila ta famozni omnibus interventni zakon, za katerega zdaj oblast trdi, da o njem ne moremo iti na referendum, ker posega v davčne zadeve, in zakon o parlamentarni preiskavi. Veš, kaj je zanimivo pri tem, seveda je, da vse te zakone, plus zakon, ki je nekako ideološko testiral koalicijo, to je zakon o pokopu žrtev povojnega političnega nasilja, so vložili koalicijski partnerji, torej ali trojček, famozni trojček, ali Resnica, ali Nova Slovenija. Zanimivo je tu Janša pustil seveda to inicijativo. Kar pa mene zanima, je pa to, ali misliš, da so ti potencialni referendumi, če bodo neka prva resna past za vlado, neko eksplozivno mesto, neka mina, ki se ji lahko zgodi. Vemo, Janša je na Goloba štartal z referendumi. Prve 3 referendume je izgubil. Lahko se to zgodi, seveda. Midva nisva bolj pametna od ustavnih sodnikov, niti ne veva, kaj bojo odločili glede tega referenduma srečnega, o intervencijskem zakonu. Je pa res, da se lahko to zgodi in da bomo dejansko šli na referendum glede tega. Zdaj, jaz se na te zadeve toliko ne spoznam, da bi lahko sodil, ali bo ta zakon res vsem nekaj prinesel, pa nikomur nič vzel, kot ga propagira vlada, oziroma predlagatelji. Ne vem pa, še manj pa vem, ali je res protiustaven. Tako da pustimo to. Zdaj, kaj je še? Ta zakon o parlamentarni preiskavi. No, ta zagotovo je niža standarde, bom rekel, parlamentarne preiskave oziroma predvsem pravnega varstva za tiste, ki se v parlamentarni preiskavi znajdejo, in je v tem smislu zagotovo lahko nevaren in sporen za marsikoga. In bomo videli, kako uspešno bo tu seveda zbiranje podpisal. To je res, mislim, da bi to bila precej radikalna poteza. Mogoče še bolj, vsaj lahko bi jo čutili bolj konkretno, kot recimo ta zakon o pokopu
žrtev komunističnega nasilja, ne, tako imenovanega. Ne. Tu sem jaz sicer za, ne. Levica dejansko ti že 30 let, vse takrat, ko je bila vlast, ni naredila nič za to, ne. Pa naj pokopljajo te reve že enkrat, pa naj pustijo desnici, da jih pokoplje in čao. Mislim, tudi to je stvar prestiža in tega, kdo bo za to poskrbel. Nihče noče popustiti, ne. Zakaj bi ravno levica popustila, si mislijo, domnevam, ne, ta sedanja opozicija. Zakaj bi pa mi popustili, ne, in jih pustili pokopati na Žalah, ne. Pa še in pokopati in na Žalah, ne, čeprav je bilo predvideno, da na Teharjah. Ne. Tako da jaz trdim, ne, da po vseh teh letih se to ni zgodilo in dajmo to dati že enkrat ad acta. Ne. Kaj pa si o tem misli Janković? Res, da je problem, da je to državni projekt in da so Žale pod ingerenco mestne občine Ljubljana, ne. To je že res, ne. Ampak mislim, da tale Janković, da je skrajni čas, da se neha delati največjega levičarja na svetu, tako kot je pred svojim prvim ponesrečenim mandatarstvom rekel, da je on pač največji levičar. A poznate kakega večjega levičara? To je povedal ta starič nekoč v Delu, to imam shranjeno. No, ampak in on tam pač puca in komunalno podjetje Ljubljana odvaža tiste venčke in sveče in ne vem kaj, ki jih tam na domnevnem grobišču na Orlovem, kako se reče, Orlov vrh na Ljubljanskem gradu, ne, to je pa res nečloveško, no, mislim. Tako da, dajmo to s tem že enkrat opraviti in pa da bomo miru. Razumem. Kako se ti sicer zdi Janša 4.0? Je nadel ovčjo preobleko in bo v bistvu seveda ne v prihodnjih mesecih, letih se pokazalo, da seveda je to samo pro forma nekako začetna maska za uvod v sam mandat. Ali je, tako kot trdi Igor Bavčar, njegov osamosvojitveni kamerad dozorel, ali pa celo še dlje je šel Leon Magdalenc v Dnevniku, ki je napisal, da vsi tisti, ki tej oblasti napovedujejo kratek vek trajanja, živijo v veliki zmoti. Ta oblast ima tako veliko podporo mladih, da se vam še ne sanja in da ima veliko simpatizerjev v vseh porah družbenega tkiva, da se lahko le čudite. Vemo pa, ne, da je bil Janez Janša vedno sam sebi največji sovražnik in nasprotnik, ker si je na nek način tako spotoma v mandatih, ki jih je seveda obdeloval, ustvarjal sovražnike, družbene konflikte, nekako sprovociral gnev, nezadovoljstvo, kolesarje, protestnike in tako naprej. Ja, ne vem, Janša je že prej rad, kot pravimo, si nadel ovčji kožuh, ne? Ampak to je bilo skoraj praviloma, kadar je bil na oblasti, ne? On je bil najbolj pasi, da tako rečem, ali pa volčji, ne? Če smo že pri teh živalskih metaforah, ko je bil v opoziciji, ne? Takrat si je on najbolj dal duška, ne? Mislim, retorično, ne? Na družbenih omrežjih, v govorih in tako naprej, ne? Tako da, ne vem, mogoče je res malo dozorel, ne, kot pravi Bavčar, ali celo se postaral, ne, tudi mogoče faktor, ne, da je pač zdaj že gospod v letih in da ni več tako, ne gre več toliko z glavo skozi zid, ne, da pač je skoncentriran na delo, popuščanja ni, dajmo to čim prej opraviti, vse naloge, ki smo si jih zadali in da se pač koncentrira na to in da se ne bo tam spakoval in se pravičujem, sral po Twitterju, ne, oziroma, ne, to se itak razpodobi za predsednika vlade, ne, tako da mogoče mu je to končno kapnilo, ne. On se je vedno rad kregal z mediji, ne, on je vedno
se spuščal v vojne z mediji, z novinarji. ki jih je lahko, ki jih je včasih tudi kako bitko je sicer dobil. Ministrstvo za kulturo je ohranilo pod svojo ingerenco. Seveda. No, ampak hočem reči, nekatere bitke je sicer dobil, ne, ampak to je permanentna vojna, ki je pa on sam, noben posameznik je ne more zmagati, ne Janša, ne kdorkoli drug, ne. Medijev ne moreš. Ne. Misliš, da bo v Evropi nadomeščal Orbana, ki je izgubil zadnje volitve? Ker del evropskega tiska, evropskega tiska ga je pričakal kar z oznakami Orban 2.0 oziroma Orbanov namestnik, Trumpov prijatelj in podobno. Shorthand, če bi bil Janša res Orban, bi bil na oblasti 5krat zaporedoma, ali 4krat takokrat. Ja. Pa ni bil. Ne. Zakaj? Mogoče je Slovenija toliko drugačna od Madžarske, ampak dejstvo je, da če bi Janša pač ni naredil vsega, da bi se 4 mandate ali pa več mandatov zaporedoma obdržal na. Dejstvo je, mislim, da je Orban bil res iliberalec v pravem pomenu. Ne. To je bistveno večjo kontrolo izvajal, kot je Janša kdajkoli. Ne. Pa tudi, če je se spravljal na STA, na RTV, pa na še kakšne institucije, ne. Ampak toliko kontrole v Sloveniji nikoli ni bilo. In koncentracije moči, mislim. In koncentracije moči, premalo časa je imel vsak znova, mogoče. Puščal je. Ampak kar je pa dejstvo, kar lahko ugotovimo, imamo najbolj desno vlado do zdaj, a prejšnjo mandatno 4 let, ko smo imeli najbolj levo vlado doslej. V Sloveniji politična sredina ostaja na ravni PR-a in marketinga, politična širina je v bistvu, bom rekel, z Logarjem tako dobila, absolutno slabšalni prizvok, ker se nič od tega ni uresničilo. Nekdo mi je včeraj, ko so se pogovarjala, sedela na kavi, debatirala o politiki, rekel, da ali si na levi strani ali pa na desni strani ceste, na sredini so samo povožene živali. Torej živimo v tej dobi polarizacije. Levo, desno, vmes. Dvojna neprekinjena črta. Torej v tem bomo ostali, glede na to, da sva ugotovila, da najverjetneje. Mislim, da res, verjetno se še spomniš, mislim, da je enkrat v 90-ih, ko je desnica začela še takrat plašno dvigati glavo, kljub Janševim poskusom. Zdaj, če v drugi polovici 90-ih se mogoče spomnite, sem že bil v gimnaziji, pa se nisi še prej, je Kučan enkrat ali mogoče celo večkrat omenil tako imenovano žlahtno desnico. To pa se spomnim. To se je reproduciralo. To je bilo večkrat reproducirano, ampak da žlahtna desnica kao ne pa taka, kot jo je Janša že takrat fural in jo pač fura vedno bolj. Tako da, ne vem, časi so se spremenili. Mislim, minilo je 30 let ali več, ali pa tudi samo 20. In dejstvo je, da nikjer na svetu ni več te neke žlahtne desnice. Žlahtna desnica so bili, ne vem, krščanski demokrati iz 50-ih, 60-ih, mogoče še v 70-ih let, potem pa je to šlo počasi navzdol in zdaj se cela Evropa, da ne rečem svet, je vedno bolj podesničen. To je pač postala nek zeitgeist, skoraj da bi rekel, politični, ki se širi tudi, kot si prej citiral Magdalenca, ki se širi med mlade. To je nekaj, kar tu pa tam v nekaterih državah pride na površje samo pri volitvah. Na ulici, med ljudmi, v zašanki, da tako rečem. To prihaja na dan recimo na družbenih omrežjih. Zakaj so družbene omrežja tako toksična? Zato, ker je toliko prepričanih in frustriranih desničarjev. Prvič simpatizerjev desnice, pa zdaj ne nujno samo Janše in SDS, ampak ne vem, AfD, pa Gerta Wildersa in unih
psihopatov v Veliki Britaniji, kaj že on, Tommy Robinson. Ne? No, in frustrirani pa so seveda zato, ker dejansko so bili, niso prišli do besede. Ne? Družbena omrežja pa so jim omogočila, da pa lahko danes, ko je svoboda, ne da bi pazili, kaj govorijo, kaj hočejo. Naj na tej točki citiram Janeza Janšo, ki je dejal, da je nepreklicno konec časa, ko bodo drugi razredni v tej državi nekako nastavili še drugo lice. Ja. Ker zdaj so na oblasti. Zdaj bo levica morala nastaviti drugo lice. Tako je. In zadnji bodo prvi in prvi bodo zadnji, da so še malo biblični, ampak ostalo nam je še nekaj, preden Janja začne izganjati iz studia. Namreč, kaj ostane prejšnji oblasti, opoziciji? Han, Golob, Vrečko so zdaj v nekih novih vlogah. V opoziciji so skupaj s Stevanovićem, v narekovajih. Seveda, to je res huda kazen za njih, zato nekako, da se jim je mandat prejšnji tako seveda svižil. Marko, kaj se dogaja, kdo te kliče? Ne rabiš povedati. Dobro, ok. Skratka, mi slediš? Ja, sledim. Da to je največja pozornost, da so oni opozicija. Ne, pa to je kazen za njih, da se morajo seveda s Stevanovićem bratiti v opoziciji, malo se tu seveda šalim. Čisto resno pa mislim, kdo v Sloveniji bo opozicija? Sindikati, civilna družba ali Han, Golob, Vrečko, Mesec v resnici. Iniciativo, zdaj ko so vsi malo zgubljeni, zbegani, zdaj so se zavedli, da so izgubili volitve, so prevzeli ravno sindikati in civilna družba. Naštel sem 2 referenduma, ki jih gonijo zdaj ravno ti, aktivisti, NGO-ji in sindikalisti. Medtem ko Golob se je zdaj vendarle zavedel tega, da varnega pristana, v katerem je sanjal še konec aprila, ni, ampak je zgrešil nekje odcep. Han absolutno zgubljen v prostoru in času. Luka Mesec in Asta Vrečko se pa nekako v opoziciji še najbolj naravno znajdeta, sta tudi v bistvu največ časa preživela v opoziciji, pri čemer ravno danes v sredo pišemo o tem, nekateri Mesca kar nagovarjajo, pojdi na lokalne volitve proti Jankoviću, če ne druga boš bildal svojo podobo. Ja, ne vem. Jaz ne bi rekel, da je Han zgubljen. Po mojem se mu to, da je on zmerno skeptičen do te vlade, ne bo najbolj obrestovalo, ker dejstvo je, da socialni demokrati imajo prevladujočo levo bazo. In to razumevanje oziroma ta previdnost do te prihodnje vlade oziroma nove vlade se socialnim demokratom oziroma vsaj Hanu ne bo obrestovala. Zdaj, pri levici je pa tako, meni se zdi ta Luka Mesec in Asta Vrečko ko noč pa dan. Ona je, kot bi rekel Mitja Čander, rdeči kmer. Ona je tisti res čebinarka, kot so jo nekoč zmerjali desničari. Luka Mesec je pa le bolj kultiviran, previden, strpen, ne neodločen, ampak... Ta Čandrova primera je zelo radikalna vseeno, rdeči kmeri, Ja, dobro, ne glih killing fields, ampak v tem smislu bi rekel, da mislim, ta razlika se pozna. Desnica, Levica. Svoboda, mislim. Ja, Svoboda, ok. Svoboda pa, ne vem, čudno je, da že niso razpadli. Ja, zaenkrat je šla Urška Klakočar Zupančič ven. Ja. Za drugo mi pa pravijo, da bo Golob morda kar ustrajal v politiki, vendarle... Ustraja naj kar, zdaj vsaka opozicija bo prav prišla, Ja. Ne samo sindikati in civilna družba in kolesari in tako naprej. Tako da ne vem, je pa res, kot je, mislim, kar je treba celo dati prav Stevanoviću, ko je rekel, da ima Svoboda probleme z nekaterimi poslanci oziroma poslankami. Tam je res tako malo, mislim, kot se reče, look who's talking, kdo se oglaša. Stevanović, ki ima za vodjo poslanske skupine Katjo Kokot. Mislim, to je... No, ampak misliš, da se bodo nekako uspeli zdaj vzpostaviti kot neka resna parlamentarna opozicija, ki bo
igrala svojo vlogo, ki je imela neko zgodbo, ki je imela nek tekst, ki ne bo samo proti vladi, ampak bo dejansko v tem času uspela neko prenovo narediti, neko alternativo. Prenovo česa? Ja, same sebe. Ta levica se je kadrovsko in programsko iztrošila. Mladi so se obrnili na desnico, zato ker jim levica ni imela kaj več povedati pametnega. V parlamentu so brez levica moči. Z malo. Ja, v parlamentu so brez moči, vedno bojo preglasovani. Glavnem. Ja, ampak vredno se tudi Janša je bil v opoziciji preglasovan, ampak je igral neko svojo, bom rekel, Bildal je navzven. Power play, mobiliziral, pusti nazaj metode in zgodbe, na katerih je jahal. Ampak delal je, ni se usedel v kot in užaljeno čakal, zakaj so zdaj meni vzeli igračo, ampak je delal. Ja. Zdaj pa zdaj ne vem, če se bodo vzeli k sebi, ali kako rečemo temu. Ja. Ne vem, pričakuješ, da bom dal kak dobronameren nas? Ne, jaz pričakujem komentar. Ne vem, kaj bi se čist strinjal s tabo. Dejstvo je, da Janša to bildal prej, ko je bil opozicija, in da je ta podpora desnici, komorkoli že, počasi in neopazno rasla. On je šel s tokom tega zeitgeista podesničenja. Zdaj, ali je možno, da bi aktualna opozicija lahko počela isto v smeri neutralizacije tega podesničenja zeitgeista? Ja, tega globalnega vetra. Ne vem. Dejstvo je, da desničari so imeli neke svoje medije. To tudi kar pomaga. Dejstvo je, da pač imajo ta svoj medijski backup, nimajo, ne kot lastniki in nimajo vpliva, ampak dejstvo je, da družbena mreža delajo v prid desnici, nasplošno. Tako se ni nihče odločil, tudi Elon Musk se ni tako odločil, ampak dejstvo je, da to dobesedno vabi desno orientirane uporabnike, da se oglašajo in da se suvajo te ljudi, ki so še do nedavnega imeli glavno besedo. Levica z malo, leva sredina je pod črto Marko v zafrknjenem položaju. Zelo. Glede na, bom rekel, globalno družbeno-politično klimo, glede na lastne zablode, napake in to, da niso uspeli se pomladiti, glede na neke trende, glede na prekvašenost, zdaj bom rekel, družbenega tkiva, kot pravi Magdalenc, tudi bolj z desnimi idejami, bodo spelo eno lepo slovensko besedo, tokrat bolj štajersko uporabo, scali kri, da bodo seveda uspeli na nek način dvigniti zaupanje in prepričljivost, ker so vendarle s temi volitvami zelo, zelo veliko izgubili. Ampak marsikdo... Niso izgubili zato, ker ne samo zato, ker so imeli dovolj podpore. Se podporo so kar imeli. Golob je zmagal volitve, kar je šlo za laž. Ja, res je šlo za vas, vedno bi. Problem je v tem, da niso bili dorasli nasprotnikov. Ja, veš, vedno na koncu gre za las. Zdaj je šlo mogoče za las, da tokrat Janša res optimizira volilne glasove, nič ni ostalo pod pragom, na desnici, vse so posekali. Na levici je pa ostalo veliko pod pragom, ampak 2022, pa se spomni, so tik pod pragom ostali Aleksandra Pivec, Počivalšek in SLS. In je zdaj rekla, da je Predalič kriv. In je bilo tako, veš, tam pa je ravno obratno, da na koncu res tu prevlada zelo malo v proporcionalnem volilnem sistemu, ki ima pač prag nastavljen tako, kot ga ima in se na koncu politični prostor lahko seveda razdrobi. Ampak nisi mi odgovoril, torej kdo bo opozicija v tej državi, kdo bo opozicija na koncu. Zunaj parlamenta ali vseeno misliš, da se bo v parlamentu oblikovala ali bo nek zunaj parlamenta momentum se vzpostavil za spet novi naslednji novi projekt? Opozicija, parlamentarne opozicije ne bo, učinkovite ne bo, zato ker bo preglasovana, minus seveda resnica. Opozicija bojo ti, ki so že pač dali vedeti, da ne bojo kar tako požrli vsega, kar si bo ta vlada zmislila. To so sindikati, to je civilna družba.
ob prvi priliki se bojo pojavili spet kakšni kolesari ali pa tenisači, ali karkoli že. In bo, mislim, Ti si zdaj do tenisačev. pač razmišljal sem o kakem drugem športu. Pa glede na to, da je Trg Republike lep trg, bi se dal tam tenis igrati. V bistvu res, ja. No, in tako da prave opozicije, po mojem, ne bo, Misliš, v parlamentu. O vožem pomenu besede. Torej, zunaj parlamenta pa zagotovo se bo nekaj vzpostavilo. Ja, Marko, tu narediva piko, nekaj sva si še zastavila, ampak zdaj pa res počasi morava zaključiti. Bo recimo lokalne volitve, do katerih vendarle zdaj počasi odštevamo. To imamo še čas. Bova še malo razdelala, ker zdaj kot dolgoletni, zdaj že nekdanji prebivalec Ljubljane, zdaj spet nazaj v Mariboru spremljaš obe mesti in bova tudi o tem seveda rekla kakšno, ampak naslednjič, da ne prekoračiva vseh, bom rekel, gabaritov, ki si jih vedno znova neuspešno zastaviva in potem Anja maha, pa nič se ne zgodi, tokrat naj se. Ampak za konec vseeno, zdaj prvi teden je mimo, ampak misliš, da do poletja verjetno kakšne bombe politične še znajo pasti, Ne vem. Pol pa vsi napak. Ja, recimo. V redu, potem pa o bombah, mogoče kdaj drugič. Kdaj drugič. V redu. Hvala za danes, Marko Crnković. In reden gost boš seveda bova oba v večeru za vikend. Z veseljem. Vi pa ne odidite nikamor, po naslednji špici se vrnem za nekaj ekonomsko-propagandnih sporočili o tem, kaj boste brali večer v nedeljo in v večer v soboto. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Najprej večer v soboto. Nova vlada napoveduje vitkejšo državo in pripravlja spremembe plačnega sistema. Podatki kažejo, da je največji del rasti javnega sektorja v zadnjem desetletju nastal v zdravstvu, šolstvu in socialnem varstvu, medtem ko so se plače v zadnjih 3 letih povečale za več kot četrtino. Bo večji izziv število zaposlenih ali stroški njihovega dela? O vsem tem večerovem dosjeju. Stranke nekdanje vladne koalicije so se preselile v opozicijo, kar jih postavlja pred nove izzive. Kljub skupnemu nasprotovanju politikam nove vlade Janeza Janše bo v tej vlogi stopilo v ospredje tudi rivalstvo med njimi. Svoboda je postala največja opozicijska stranka, a se bo morala v tej vlogi šele osmisliti. Socialni demokrati še vedno iščejo pot do večjega preboja, v opoziciji imajo izkušnje, a Svobodi ne nameravajo prepustiti vodilne vloge. Morda je Levica stranka, ki ima politika z največjim potencialom za prihodnje vodenje leve sredine, kar bi lahko preizkusili že na jesenskih lokalnih volitvah, analizira Timotej Milanov. Aleš Valič je letošnji dobitnik Borštnikovega prstana. Osrednji festival slovenskega gledališča se ravnokar začenja v Mariboru. Z Alešem Valičem se je Petra Vidali pogovarjala o tem, kako se učiš biti igralec in kako to ostaneš, o igranju na odru in pred televizijsko kamero, o umetniškem in družbeno-kritičnem potencialu serij ter o trendih in modi v gledališču. Poglejmo še v večer v nedeljo. Odvetnica Nina Cek, ki v odmevnih primerih zastopa paciente in njihove svojce, nam je pojasnila ozadje zahtevnih sodnih postopkov. V enem od postopkov, ki je še v teku, samo stroški, pozor, prevajanja presegajo 100.000 evrov. Naslednja zgodba. Kdo je čudežno dekle iz ledene Rusije s pariško krono, ali kako si je Mira Andrejeva pod nevtralno zastavo pokorila Roland Garros? Smrt bližnjega je za vsakega človeka ena najhujših življenjskih preizkušenj. Čeprav izgubo pogosto dojemamo kot zasebno zadevo, njene posledice ne ostanejo zaprte za domačimi vrati, prenesejo se tudi v službo. Ali ste vedeli, da človeška ribica živi tudi pod Kranjem? Za rove pod starim mestnim središčem Kranja, ki so nekoč služili kot zaklonišče, je marsikdo že slišal. Veliko manj ljudi pa ve, da v delu rovov deluje informacijski center SOS Proteus. Naj bo konec tedna deževen, sončen, v znamenju neviht ali česarkoli, večer bo z vami in za vas. Se vidimo, se beremo, se slišimo.